Čau, Alenka tukaj. Tale video lahko dobi toliko hejta. Make-up. Danes razumemo že na toliko različnih načinov, da je bolano. Od nekdaj smo dejansko na make-up gledali kot čez to lupo, čez te moške oči. Aj to moškim všeč, ali je moškim boljš, da imaš make-up, ali je moškim boljš, da nimaš make-upa. In potem je to trešalo skupaj s to polemiko, kaj pa je ženski všeč, ni pomembno samo to, kaj je njej všeč, kaj je dejansko nos, zakaj je to nos. In potem vedno pridemo na to debato, da je moškim itak po večini make-up čisto odveč ali pa nepomemben, oziroma v večini jim pač preprosto sploh ni všeč. Prosim, dajte z mano se danes potruditi, združimo moči in probajmo majčkeno odpreti oči in razumeti make-up na eni majčkeno višji ravni. Zato jaz danes začenjam ta video čisto popolnoma 100% brez make-upa in kaj vse pomeni, ko se ženska odloči nositi make-up. Ja, izgledamo drugače. To je bistvo. Ne počutimo se vse vedno dobro v svoji koži, pa z make-upom ali pa brez make-upa. Ne zanima vsake ženske, če je moškim bolj všeč z make-upom ali pa brez. Obratno, marsikatera ženska je negotova in jo dejansko zanima, kako jo vidi okolica in moški. Ne zdi se mi prav, da katerikoli človek na tem svetu posplošuje, zakaj se ena ženska liči. Vsaka ima svoje razloge, ampak fora je v tem, da te razlogi niso pomembni. Gre za njeno osebno odločitev in je del njene osebnosti. To je ona. Karkoli se bo ona odločila, je del nje. Ene so oziroma ene smo negotove in to povemo ali pa ne povemo. Spet druge pa s ponosom rečejo, da si všeč z ali pa brez make-upa in je to verjetno resnica. Ker ja, težko je iti na ulico in slišati, a si bolna, v bistvu si pa samo brez make-upa. In ja, lepo je slišati, wow, koliko si huda, takrat, ko veš, da si naredila res hud make-up. In definitivno je lepo slišati, da si ful lepa brez make-upa. Čeprav se tle ljudje velikokrat zmotijo in brcnejo temo, ker glih takrat mogoče nosiš make-up. Želim povedati, da je ta fenomen kar kompleksen. Zato pa, kaj če bi se enkrat vsi ustavili, majčkeno odprli glavo in probali na tole pogledati majčkeno drugače. Danes osebna svoboda pomeni skozi več in dobiva skozi več pozornosti, ker je tako, hvala Bogu. Zakaj bi danes make-up kdorkoli poskušal razumeti kakorkoli drugače kot neko lastnost, kot osebnost, kot del osebnosti? Predstavljaj si Nino, ki ima vedno poln obraz ličil, senčenje, contouring, highlights, trepalnice umetne in izgleda idealno. To je naša Nina, taka je. Ko jo vidiš, veš, da je ona, ker večino dni se tako uredi. Imaš Evo, ki nikdar ne bo imela make-upa in izgleda cute in preprosta in 5 let mlajša mogoče, ampak to je Eva, taka je in vsi smo jo navajeni tako. Potem imaš Suzano, ki nikdar ne bo sobe zapustila, brez da ga vsaj puder, zaradi tega, ker ima akne in drugače se ne počuti v redu. Imaš Alenko, ki je svetlolasa, tudi po naravi in mora vedno vsaj namazati trepalnice, da ne izgleda kot zombi. Treba je razumeti, da človek to, kar počne, tak je. To je njegova lastnost, to so njegova dejanja. Zakaj nikoli ne obtožujemo nekoga, ki igra bas, ali pa klavir, ali pa beatboxa? To je tako, kot da bi obtožil Leonarda da Vincija, zakaj si drzne risati, ker to ni pravi on, ker to se je naučil nekaj novega. No, shit Sherlock, ženska se je pa naučila mazati in če to poovnaš in če se zjutraj 2 ure mažeš in izgledaš on point, hvala Bogu, you go girl, ali pa fant, nima veze. Danes je ful pogosto obtoževanje, da smo brez make-upa popolnoma drugačne. Ja in? Živjo, jaz sem Alenka in se rada mažem oziroma sem se to tudi mogla naučiti, tako da sem mogoče dokaj dobra v tem in je to ena izmed mojih lastnosti in sposobnosti. Kolikokrat slišim moške, ki edinka rečejo to, da nimajo pojma, kdaj je ženska namazana ali pa kdaj ni namazana ali pa koliko je namazana. Če vas je toliko strah imeti žensko, kad veste, da je čez dan sposobna izgledati tako in po noč tako, potem se prej pozanimate v make-upu in boste vedeli že vnaprej, kdaj je ženska nadaleč namazana in kdaj ni. Da se videti, to vam jaz presežem. Ne zdi se mi fair, da mora kdorkoli na tem svetu poslušati, da če nos make-up, to ni pravi on, da ne kaže pravega sebe in da fejka karkoli. Se pravi, če si ti moški, ki si sposoben ful lepo obleči in se kdaj urediti in naparfumat in mogoče kakšno obrv spult in geldati v lase, fejkaš. Če bi se šli vsi to logiko, bi bilo res žalostno, tako da upam, da veste, kaj hočem povedati v tem videu. Nehajmo obtoževati, pa ne bo to zdaj zaradi zaslepljenosti, mogoče res nekdo nima izkušenj s tem, ali pa se mu sploh ne ljubi razmišljati o tem, ali pa je to ljubosumje dejansko, ko vidiš nekoga, ki je res ekstremno urejen in ne zdi se mi v redu, da za vse medije krivimo. Ja, skozi smo izpostavljeni temu in moški to vidijo in ženske to gledamo in se želimo primerjati s tem, ja, ampak še zmeraj mi smo tista družba, mi smo tista sedanjost, ki ukrivljamo te stvari, ki
delamo nove stereotipe, ki delamo novo predstavo o lepoti. Da imejmo odprto glavo, svet bo lepši, sprejmimo naličeno, nenaličeno, delno naličeno, potetovirano. In ja, danes like zličili popolnoma spremeniš obraz, ampak če si tega sposoben, vsaka čast, si umetnik, če zato vsak dan namenaš 2 ure, ti mora to res veliko pomeniti in zahteva tvoj čas in je že zato vredno spoštovanja, ker je to del tebe kot osebe. A ful jezna zgledam v tem videu. Drugače sploh nisem jezna, sam včeraj sem se lih mazala in sem prišla na to idejo in sem bila tako, wow, tem moram govoriti. Jaz sem Alenka, če vam je bilo to všeč, se prosim naračite, polajkajte pa please komentirajte, kaj mislite. Se vidimo naslednjič, bote v cvetju, aj čau!